Takole, zdaj pa gremo rešiti nekaj od teh vaj. Začnimo kar s prvo. Načrtaj enakostranični trikotnik, stranico A je 3 cm. Zdaj, zato ker imam jaz tule težave na tako malo risati, bom jaz, da se bo bolje videlo, si določila, da bo stranica A 8 cm. Vi pa lahko 3 cm narišete z šestilom pa ravnilom po istem postopku, ne. Narišemo skico in enakostranični trikotnik pomeni, da so vse stranice enako dolge, se pravi od A do B, od B do C in od C do A. In zato jih lahko označimo kar z A, A in A. Obkrožimo podatke, ki jih imamo, se pravi A, A in A. Potek dela. To je trikotnik, kjer imamo podane vse tri stranice in ni problema. Imamo še takle en P, da ne bo to tek dela. In najprej bomo narisali tole spodnjo, a ne. Potem bomo pa dali v šestilo lok za tole in v šestilo lok za tole, tam, kjer se nam bodo sekala, bomo dobili. Bom jaz mogoče najprej potek dela napisala, potem bomo pa narisali. Lahko bo tudi obratno, ne, najprej narišete, da vidite, če se izide, pa potem potek dela. Se pravi, najprej narišemo stranico A, in sicer tisto, ki nam bo dala točke A in B. Druga in tretja točka sta podobna, in sicer lok z dolžino stranice A iz točke A in lok z dolžino stranice, zdaj v tem primeru tudi A, iz točke B. In njen presek nam bo dal C, kasneje bomo to povezali. Povežemo, ne. 4 je tole, štirke se zelo težko rišejo na tej tablici, no, ampak vseeno. Tako. Se pravi, najprej smo rekli, bomo narisali stranico A, ki je dolga 8 cm. Zdaj pri meni, pri vas je pa pač 3, če ste se takole odločili za 3 cm. Takole. In ko imamo enkrat to stranico narisano, označimo točke A in B. Takole. Zdaj pa vzamemo šestilo in v šestilo odmerimo 8 cm. To bi, ne, vi zapičite šestilo do sem, obrnete šestilo in ga razvlečete. Jaz pa že imam tukajle, evo, tukajle mi piše 8 cm, ne, zato jaz vem, kako bo, ne. Mislim, ni mi treba zraven ravnila. Tako. Zapičimo v A in naredimo lok. Takole, ne. Zdaj pa prestavimo šestilo v B in naredimo še en lok. Tako. Zdaj tukajle se sekata ta loka, ne. Glih za las nam je šlo in to je točka C. Zdaj pa z ravnilom povežemo od A do C in od B do C. Ravno črto. In dobimo naš trikotnik. Potrebno ga je še označiti, to je A, A in A. Naš enakostranični trikotnik. Tako. Konstruiraj trikotnik s podatki A je 3 cm, B je 6 cm in C je 7 cm s podobnim postopkom, kot smo ga že delali. Zato bomo šli kar konstrukcije kotov. S temi se še nismo toliko pozabavali, pa bomo dali tole na novo stran in bomo narisali najbolj pogosti kot, to je tale.
Potem bomo pa še narisali 30 stopinj. Da vidite, kako se pa tega. Se pravi, zdaj, ko rišemo kote, take, ki jih načrtujemo ko je konstrukcija kota, to ne moramo narediti z geotrikotnikom, ampak moramo narediti samo z ravnilom in šestilom. Najprej za konstrukcijo kotov 60 stopinj naredimo poltrak. Naredimo poltrak in sicer takole. Ni važno, kako dolgo, ne? Potem pa vzamemo šestilo in kaj naredimo je. Zdaj vseeno, na koliko damo šestilo, ni važno, kako je veliko. Zapičimo ga v vrh tega poltraka in potem narišemo lok. Zdaj pa zelo važno, da šestila ne prestavljamo po višini, ampak kar tako razdaljo ohranimo in zapičimo v točko, kjer je lok sekal naš poltrak. Tule naredimo presek za tem lokom in dobimo eno točko. To točko zdaj povežemo z vrhom, takole. In dobili smo kot, ki meri 60 stopinj. Kako bi ga zdaj izmerili, ne? Damo geotrikotnik in res, poglejte, zelo točno nam je uspel. Dobro, ne? To je zdaj 60 stopinjski kot. Zdaj pa rabimo 30 stopinjski kot. Kako bi pa zdaj to naredili, ne? V bistvu mi imamo na voljo en pripomoček, in sicer znamo načrtati 60 stopinjski kot in pa znamo delati polovične kote, a ne? Simetralo kota pa znamo narisati. Pa dajmo zdaj, kako se nariše simetrala kota. Simetrala kota se nariše pa takole. Ko imamo en kot, bom jaz zdaj z zeleno risala, ali pa z rdečo, se bo še poznalo, z rdečo bom zdaj risala tale kot 30 stopinj. Najprej lahko šestilo prestavljate, kolikor vam je poljubno. Treba, ne? Potem zapičite to šestilo. Zapičite to šestilo v vrh kota, ki ga hočete razpoloviti. To je to, ne? Zdaj bom še zmanjšala. In potem naredite lok. Ta lok mora biti narejen s šestilom. Zdaj pa lahko šestilo vzamete, lahko spreminjate njegovo velikost, pol pa spet, ko enkrat spremenite velikost šestila, morate tako ga tudi pustiti. Zdaj pa zapičite šestilo v presek tega loka in pa enega izmed krakov. Zapičite in narišete še en lok. Vzamete, brez da premikate velikost šestila, zapičite v drug presek in še enkrat narišete lok. Dobite presek dveh lokov in vrh ter ta presek povežete z ravno črto, ne? Takole. In tale del tukajle je 30 stopinj. Tule je 30 stopinj, tudi tale je 30 stopinj konec koncev, a ne? In vse skupaj je pa 60, tako smo prej, ne? Črn kot je pa tole vse skupaj je pa 60 stopinj. Če mi ne verjamete, bomo še zmerili. Vedno je treba mogoče se še malo preveriti, če vam je to uspelo, in tudi zelo natančno je konstrukcija tega kota narejena, ne? Pa gremo naprej.
Za ostale konstrukcije si še pa malo pogledajte, če se vam je zdaj izpolnilo. Ko pa pridete do 45, 30 stopinj že imate, zdaj še rabite pa 15. Tako, gremo naprej na naslednjo točko. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si pogledajte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!